Da so mariborske ulice dobro prevozne in pločniki očiščeni, skrbi podjetje Nigrad. To zagotavlja 96 enotami in 50 delavci, ki sneg s pločnikov čistijo z lopatami. Delo pa se lahko začne šele takrat, ko imajo za to dovoljenje. Nas obvestijo zunanje nadzorniki, ki nam odredijo, ali se bo plužilo ali se bo posipavalo. In kakšne so te karakteristike, norme, kdaj se lahko začne plužiti, kdaj se lahko začne sol posipavati? Sol se posipava, ko je led na cestišču oziroma na pločnikih. Kaj se pa tiče pluženja, pa je normativ tam nekje 10 cm. Delo kdo, kje in kdaj pa dodeljuje zaposleni v komandnem stolpu. Ob tem pa odgovarja tudi na klice včasih jeznih občanov. Možnost imamo, voznike preko teh GPS-a in jim lahko nekje sledimo, da vemo, kje se nahajajo trenutno. Tako nam je tudi lažje, če je kakršnakoli popravka, če je treba kje kaj skočiti, da vemo, katerega poklicati. Kaj vam se tale GPS sporoča? Ja, trenutno lokacijo, hitrost, na kateri, s katero se giblje vozilo, in kateri voznik upravlja vozilo. Da bi si ogledali, kako poteka delo, smo se pridružili Branku, ki je voznik plužnega stroja 3 leta. Odpeljal nas je na Pobrežje in do tja nismo splužili niti 1 metra cestišča. Vsak voznik se mora namreč držati natančno določenega načrta. Zato pa nekateri ne zastopijo druge, da boš dvignen plug pa greš, pa ti mahajo, da si nor, tudi kaj pa je rekel. Če bi jaz to zahakal kaj ali pa kaj poškodoval na cesti, bi jaz odgovarjal za cesto ali za bilo kaj in za moj stroj. Ko smo prišli na določeno mesto, se je delo lahko začelo. Po planu seveda, ki je razdeljen po velikosti in pomembnosti ulic oziroma prioritetah. Veš, prvo tote velike glavne ceste naredimo krog, potem pa gremo tote male ulice. Rešimo, tako da tote je prva prioriteta oziroma druga, ono pa zadnja. Nobena skrivnost ni, da smo velikokrat nejevoljni zaradi, po našem mnenju, slabo, predvsem pa prepočasi očiščenih cest. Pa so vedno krivi samo upravljavci snežnih plugov? Verjetno res ne. Pa vendar so velikokrat tarča verbalnih napadov. Vzrok pa je po večini ta, da stanovalcem sneg porinejo na že očiščen prostor pred hišo. Vidite, gospa je zelo zadovoljna videti. So pa primeri, ko te res stavijo, ti ponudijo čaj, so veseli, ja, res se zgodi. Tudi taki primeri so redki, ampak so. Zdaj pa se zanalašal v to ulico, ki vidite taki primeri, kot je ta. Zdaj pa se lahko jočeš, tu pol ure. Takšen pripetljaj, ki ni osamljen primer, lahko vzame kar nekaj časa. In predvsem zaradi gostote prometa je delo zvečer nekoliko lažje. Večer sem plužil, to pa veš, ko moraš na križišču malo manevrirati, pa se zgodi, da se otroci igrajo zadaj, te pa vidi, da rikvert voziš pa to, ampak lahko se bilo mimo grede nesreča zgodi, zdaj pa moraš paziti otroke, mimo grede se kjerimo spela. Kot ste lahko ugotovili, morajo vozniki pri svojem delu paziti na ljudi, ograje in pravilno ali napačno parkirana vozila. Zraven tega pa bi bilo dobro, da bi delo opravili hitro. Verjetno bi bilo to mogoče le, če bi jih bilo več. No, pa smo spet pri denarju. Do takrat, ko bo le tega v izobilju, pa bodimo veseli, da ne delimo podobnih vremenskih razmer z Ukrajino, Romunijo, Bolgarijo, Srbijo in Bosno.